Gospod Pirnat, zakaj vi pravite, da je ravnanje kabineta predsednika vlade Roberta Goloba glede na včerajšnje sporočilo zavržno? No, gledajte, to je bila moja ocena tega ravnanja, ki poskuša preusmeriti pozornost, ki poskuša diskreditirati moje besede preprosto s tem, da naj bi bil v nekem nasprotju interesov. Vse, kar so pa s tem pokazali, je, da so pokazali, da ne vedo, kaj je sploh nasprotje interesov. Jaz nisem uradna oseba, jaz nisem javni funkcionar, zame sploh ne veljajo ta pravila o nasprotju interesov. Poleg tega, kje pa je nasprotje interesov mojega zasebnega interesa in javnega? Jaz ga sploh ne vidim. Tako da, gledajte, tu tega ni mogoče označiti drugače. Seveda, glavni problem je, da so si izmislili ta podatek. Dobro, potem so našli očitno... Ja, sem že v preteklosti sodeloval, seveda, za zdravniško zbornico. In kako gledate na to, da so z današnjem odgovoru sporočili iz kabineta predsednika vlade Goloba, ko smo jih spraševali, ali imajo dokaze za to trditev od včeraj, da so segli v davno leto 2017 in opozorili, da ste pa vi takrat leta 2017, ko je vladal, če se ne moti, Miro Cerar, pa napisali pravno mnenje o noveli zakona o zdravstveni dejavnosti za zdravniško zbornico. Spet popolnoma nelogično in samo z namenom, da bi nekako dokazali svoje, in to je tista zavržnost, o kateri sem govoril. Tisto mnenje nima zveze s tem zakonom, popolnoma nobene in se pravi, ne morem tega drugače označiti kot diskreditacija, ki temelji na lažeh. Kako lahko to označimo? Zavržnost. No, preden nadaljujeva, poglejva izjavo poslanca Gibanja Svoboda Lenarta Žavbija v naši sinočni oddaji. Mislim, jaz sem v nedeljo zvečer trikrat šel pogledati ta prispevek, še zdaj nisem čisto dobro razumel, kako bi lahko predsednik vlade, kaj točno je kršil, ne vem. Res. Kaj pravite na to? Kaj je kršil predsednik vlade po vašem mnenju? Predsednik vlade je kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki prepovedujejo prejemanje daril. Morda pa tudi določbe o nasprotju interesov. Zelo verjetno. Moramo videti, kako je bilo s tem glasovanjem. Ampak vse kaže, da tudi to. Ne vem, kaj poslanec Žavbi ne razume. To mi ni jasno. Določbe zakona so jasne. Vsako darilo načelno, ki je zvezano s funkcijo, in najbrž nihče ne misli, da to ni zvezano s funkcijo, je v načelu prepovedano. Dovoljena so majhna darila v vrednosti 100 evrov, če ne zbujajo do 100 evrov, če ne zbujajo vtisa, da lahko vplivajo na izvajanje funkcije. Ampak takole, torej darilo, ki ga daje en velik slovensko-češki industrialec, vzbuja tak vtis že samo po sebi. Poglejva, preden nadaljujemo, gospod Žavbi tudi ne vidi primerjave z vstopom kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, ki ni plačala hotela in pohojkovanja po Krasu, in kmetijskega ministra Podgorška, ki tudi ni plačal račun v hotelu Bohinju z dopustovanjem predsednika vlade v vili Tomaža Subotiča. Poglejmo izjavo. Razlika ključna v tem med primeroma in tem primerom, ki ste jih dali, je v tem, da pač tle ni turistične nastanitve. Mislim, pač to je tako, kot da grem jaz k vam ali pa vi k meni na vikend, pa nimava registriranega tega za turistično oddajo in pač tam prispi. Tam je šlo, v drugih primerih je šlo pa za to, da so hotelske nastanitve plačali in da je plačal nekdo drug. V tistem primeru, mislim, v enem primeru je bila občina, v enem pa pač privatna firma. Tako da pač tržna, osnoven moment trga se pač tukaj ni zgodil. Kaj pravite na ta argument? Ja, ta še dodatno kaže, da v bistvu ne razumejo, jaz ne vem, ali res ne razumejo, ali se sprenevedajo. Glejte, kot sem že danes povedal, nekdo, ki ti da neko vrednost, si dobil darilo, če za to nič ne daš. Predsednik vlade in dobro njegova partnerka in tisti, ki so tam bivali, so dobili vrednost letovanja na hrvaški obali. Saj so bili skupaj s števko več kot teden. In to nikakor ni majhna vrednost. Tako da, a veste, popolnoma bistveno je, ali se ukvarja Subotič s turistično dejavnostjo ali ne. Bistveno je, da je iz njegovega premoženja, torej njegove vile, izhajala ta vrednost, kar pomeni, da je dal darilo predsedniku vlade. Ampak iz vrst Svobode lahko slišimo, da ne gre za nobeno korist, nobeno darilo premierja Goloba, ki je samo pač prespal pri prijatelju.
Glejte, prvič ni prespal, ponovno podarjam, to je celo letovanje. Drugič, to, da bi šlo za prijateljsko razmerje, torej darila, ki so osebne narave, so izjema od prepovedi daril. Ampak izjeme je treba obravnavati zelo, zelo v zoženem obsegu. Darilo v bistvu med člani družine, mogoče res med kakšnim tesnim prijateljem, ki pa je bil že prej dolga leta tesen prijatelj, pa še to je zelo na meji. Jaz osebno mislim, da samo znotraj ožje družine bi darila lahko štela za osebna in da jih ni treba prijaviti v Komisiji za preprečevanje korupcije. Tule pa ne gre za tako darilo. Darilo je popolnoma očitno bilo dano v zvezu s funkcijo, saj pozneje, ko je pa hotela samo partnerka iti, pa niti ni bil Subotič za to, čeprav razumem. Tako da jaz mislim, da je tu povsem očitno, torej gre za sprenevedanje, samo prespal pri prijatelju. Najbrž nihče pri zdravi pameti ne verjame, da je situacija taka. Nekdo bo rekel, da ste zdaj v resnici pikolovski, preveč podrobni, da gre v resnici za minorno zadevo, tako kot je ravnal predsednik vlade in da v bistvu vse skupaj obešamo na prevelik zvon. Se strinjate s tem? Zakaj je potrebno govoriti? Ne, poglejte, to je ravno tisto, zaradi česar pravzaprav sem sploh javno izjavim o tem. Gre za najvišjega funkcionarja v Republiki Sloveniji, ki mora še posebno paziti, da natančno se drži zakonov. Tu pa gre za kršitev, ki nikakor ni majhna. Poudarjam, da je premoženjska vrednost skoraj gotovo več tisoč evrov in da je to daleč presega tisto, kar je šlo pri navedenih ministrih. In kljub temu sta ministra odstopila, morala odstopiti pod pritiskom javnosti. Zakaj pa je to tako pomembno, je preprosto zato. Če ne bomo ohranjali visokih standardov integritete, vsaj opozarjali, kadar so kršeni, potem bo naenkrat postalo vse dovoljeno. In to pomeni popolno erozijo integritete, etike v družbi in tega si preprosto ne moremo dovoliti. Povejte nam, gospod Pirnat, čem ping-pong ne poteka med nami in kabinetom predsednika vlade Roberta Goloba, ko zahtevamo odgovor na vprašanje, kako je glasoval predsednik vlade Robert Golob v primeru imenovanja Tomaža Subotiča in ali se je iz tega glasovanja izločil. Nam iz urada predsednika vlade pišejo, naj se obrnemo na sekretariat vlade, tam pa nam odgovarja s floskulami, da poslovnik vlade, ki ureja organizacijo in način vlade, med drugim določa, da je delo vlade javno, razen načina glasovanja članov vlade na sejah vlade. Kaj zdaj to pomeni? Da ne mora javnost vedeti, kako je glasoval minister v vladi Roberta Goloba in predsednik vlade na sejah vlade? Torej, mislim, da gre za informacijo javnega značaja. Dostop do informacij javnega značaja je uresničevanje ustavne pravice. In to morda lahko omeji zakon v omejenem obsegu, zakon o dostopu do informacij javnega značaja ima nekaj primerov, ko se lahko omeji dostop, gotovo pa ni to, če je preprosto določeno v poslovniku vlade tako. Tako da jaz mislim, da pač če ne dajo na tej podlagi, pa morate vložiti zahtevo na temelju zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Kaj pa pravite, še tam smo videli v prispevku izjavo gospoda poslanca iz Gibanje Svoboda Žavbije, ki pravi, da ste mogoče pa izjavili, da bi predsednik vlade moral odstopiti in vse to, kar govorite, zaradi tega, ker vas ta vlada ni imenovala v sodni svet in ste zaradi tega v konfliktu interesov. Na kandidaturo za sodni svet sem pristal na prošnjo dekana, da bi imela pravna fakulteta enega kandidata. V bistvu mi ni prav nič do tega, da bi bil član sodnega sveta, pol bi moral biti bolj zadržan pri takihle izjavah, naprimer, in zelo obremenjujoče je to delo v sodnem svetu. Sem ga bil pa pripravljen opravljati, ker mislim, da lahko prispevam k delu sodnega sveta. Dobro, če me državni zbor ni želel na to funkcijo, jaz sem samo zadovoljen. Niti trenutka, slišim, da ene druge kandidate je stvar bolj prizadela, ampak mene tudi malo ne. Povejte nam za konec, ob vsem tem, kar smo zdaj slišali, videli, ste danes javno povedali, da ste volili Golobovo Gibanje Svoboda. Ja, res sem ga.
Res sem ga, jaz seveda Goloba poznam. Še iz časov, ko je delal na fakulteti za elektrotehniko, imeli smo nek skupen projekt in z njim sem zmeraj dobro sodeloval. Tudi pozneje še ob nekih priložnostih in zato sem verjel, da bo pa prinesel nekaj novega v politiko, da bo prinesel drugačen način delovanja in zdaj sem žal še toliko bolj razočaran, kajti ne sem, da se to ni zgodilo. To, čemur smo zdaj priče, namesto da bi nekako poskušali pojasniti, kaj se je zgodilo, poskušali nekako opravičiti. Sej, jaz sicer mislim, da pogoji za odstop so izpolnjeni v vsakem primeru. Ampak, če bi normalno reagirali na to, bi bilo to dosti bolj razumljivo. Tako pa zdaj to izmikanje, skoraj pritlehno podtikanje meni ne vem česa. To je tisto, kar, če bo to ostalo brez posledic, zato mislim, da ne sme ostati brez posledic, potem to pomeni hudo erozijo integritete, to bo pomenilo, da postane zakon o integriteti prazna črka na papirju. Če ga lahko predsednik vlade krši, potem seveda vprašanje, kje so meje. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala za povabilo.